Danes novinar ob testu avtomobila, pa seveda tudi kupec ob nakupu avtomobila, ne prevzame le klasičnega fizičnega ključa, ampak tudi digitalni ključ. No, ne gre le za ključ, ampak za celovito mobilno aplikacijo, ki ponuja najrazličnejše možnosti. No, ena takšnih je tudi Mercedes Mi, ki jo preizkusimo tokrat. V Mercedesovem salonu smo si sposodili dva nova avtomobila, razred A in razred B. In kar takoj smo oba prek zelo preprostega postopka dodali v našo virtualno garažo. V našem primeru je nalaganje aplikacije, ustvarjanje računa, dodajanje vozil in pa spoznavanje funkcionalnosti trajalo približno 1 uro. No in upamo si trditi, da bo enako tudi v primeru vseh ostalih, vsaj povprečno digitalno pismenih uporabnikov. Aplikacija je vseskozi povezana z našim avtomobilom in tako omogoča dostop na daljavo. No, kot prvo, lahko na primer zmanjša skrbi pozabljivcem. Na daljavo lahko namreč zaklepamo ali odklepamo vrata ter odpiramo ali zapiramo okna. Ali pa preverimo, če je zategnjena ročna zavora. Na daljavo lahko nadzorujemo tudi podatke, ki jih sicer ponujajo prikazi v avtomobilu. Na primer podatke potovalnega računalnika ali pa napolnjenost pnevmatik. In ne nazadnje, aplikacija nudi tudi prikaz lokacije avtomobila na zemljevidu. To bo na primer koristno, če avtomobil izgubite na kakšnem ogromnem parkirišču nakupovalnega centra ali pa če želite v slogu velikega brata nadzorovati izposojo vozila. No, in slednje lahko v slogu carsharinga zelo preprosto naredite tudi brez fizične predaje ključa. Tega le preprosto odložite v sovoznikov predal, ga deaktivirate, nato pa drugemu uporabniku dodelite dostop do vozila prek aplikacije. V prihodnje bomo na našem YouTube kanalu postregli s še več takšnimi kratkimi demonstracijami, preizkusi oziroma nasveti. No, da jih ne bi spregledali, predlagam, da se naročite. Zdaj pa vabljeni, da spoznate še eno zelo zanimivo temo pri Mercedesu – oblikovanje. Prisluhnite pogovoru z mojstrom oblikovanja, našim rojakom Robertom Lešnikom.